Zdaj, ideja je ta, ne, mladi so, mislim, oni živijo v svetu popularne kulture. Vsak ima neke glasbene preference, pa neke knjižne preference, pa vsebinske preference. Se pravi, vsak ima tisto, kar mu je blizu in tisto, kar mu je pač manj blizu. In mi smo pogledali, na kak način bi tisto, kar je ljudem, kar je mladim blizu, uporabili, da bi dvignili vrednoto tolerantnosti. Torej, da jaz sem recimo metalec, na kak način zdaj to uporabiti, da bi tega, ki je metalec, zbližal z nekom, ki je, ne vem, jazzer ali pa rocker ali pa mogoče tudi kak turbo folk, ne, konec koncev je tudi to neka preferenca. Se pravi, to zadevo, na kak način te preference uporabljati. Pa ta netoleranca še obstaja med mladimi sploh? Ja, pokazalo se je, da obstaja. Se pravi, naša testna faza je pokazala, da je netolerantnost obstaja, mogoče ne kot odkrita agresija, ampak kot nek zid. Mene moje zanima, tvoje me pa ne zanima. Mislim, ti svoje mej. In potem... Dosti boljše kot včasih v 70-ih ali pa 80-ih. Ja, seveda, takrat je kri tekla. Ja, takrat je kri tekla pri tovrstnih preferencah, ne. Tudi tu v teh prostorih se spomnim, da se je marsikaj zgodilo, tu pa še mogoče kaj več tam v parku spredaj.